Južna železnica, infrastrukturni ponos Avstro-Ogrske, je prečila tudi Ponikvo. Tako lahko danes v te kraje dospemo okolju prijazno in brez težav s parkiranjem. Ponikva je dala svetu številne znamenite osebnosti. Poleg Kocena tudi slovničarja in leksiografa Mihaela Zagajška, pa geologa in diplomata Stanka Busarja, igralko Štefko Drolc ter škofa in pesnika Antona Martina Slomška. Tu je deloval tudi zgodovinar in duhovnik Davorin Trstenjak. Tukajšnje turistično olepševalno društvo je svojim slavnim sokrajanom posvetilo pot 3 ponkovških mož. Na Ponikvi smo točke nekako povezali v poti, ker se nam je zdelo to najbolj sprehajalno in najbolj prijazno za pohodnike kot take, da lahko obiščejo v neki verižni poti znamenitosti. Pot 3 ponkovških mož je ena od njih, to je pot, ki se imenuje po Blažu Kocenu, Slomšku in pa po Mihaelu Zagajšku. To je na zahodnem delu Ponikve, na vzhodnem delu obstaja pa tudi pot vodno-kraška učna pot Stanka Busarja, na kateri se tudi nahajamo. Četudi je bil Blaž Kocen marsikaj, je svetovno slavo doživel kot kartograf. A kdo kartografi sploh so in kako je uspelo Blažu Kocenu v 19. stoletju brez računalnikov in sodobne tehnologije ustvariti tako kakovostne zemljevide, da so uporabni še desetletja po njegovi smrti? Gospod profesor, pozdravljeni. V Kocenovih časih se takole ne bi mogla pogovarjati, zahvaljujoč današnji tehnologiji pa se lahko kljub epidemiji. Vi ste pravi naslov, da nam poveste, kaj pravzaprav je kartografija in s čim se kartografi sploh ukvarjajo. Kartografija je po eni strani znanost in po drugi strani umetnost. Znanost zato, ker gre za neko vedo, ki se ukvarja z zemljevidi oziroma kartami na splošno, in na drugi strani umetnost, ker je tudi danes pri vseh sodobnih orodjih ličen, lep in sporočilen zemljevid še vedno precej težko narediti. In je zato potrebno nekaj umetniškega znanja. Kartografi so tisti, ki izdelujejo zemljevide oziroma karte. Ni pa to edina stvar. Kartograf se nauči izražati in sporočati določeno informacijo s kartami. Karte tudi proučuje, jih bere, gleda, oblikuje in tudi na koncu interpretira. Kako pravzaprav poteka izdelovanje zemljevidov? Kaj se je recimo spremenilo iz Kocenovih časov? Prav gotovo je v 19. stoletju zelo podrobna vsebina in pa zelo natančni podatki. To je bistvena razlika od prej, kar pa seveda tudi vpliva na izdelavo zemljevida. Morda se to najlažje vidi pri prikazu površja, ko se je do 19. stoletja uporabljala tako imenovana metoda hribčkov, nekih krtinam podobnim vzpetinam, ki so bile sicer zelo luštne, vendar pa ne natančne. V času Blaža Kocena pa se uvede metoda tako imenovanih črtic, kjer pravzaprav male črtice oziroma njihova dolžina in debelina pokažejo naklon površja oziroma lega pa obliko površja. Zelo pomembna je tudi sprememba v tiskarski tehniki, namreč v 19. stoletju se množično uvede tako imenovana litografija ali kamnotisk, ki je omogočala hitrejše in pa cenejše večbarvno tiskanje, kar pomeni, da je tudi lahko kartografija bila mnogo cenejša in bolj množična. Ko pogledamo kartografska dela Blaža Kocena, morda je eno zelo zanimivih, zlasti za nas Slovence, zemljevid Kranjske, Istre, Goriške, Spodnje Koroške in Spodnje Štajerske, ki se nekako rahlo dotika tematike poznelega zemljevida slovenskih dežel, je zelo dobro opazna ta vpetost v kartografsko stroko, ki je prevladovala. Lahko dodamo samo še čisto kratek zgodovinski pregled same izdelave zemljevidov, ki je bil na začetku izrazito podvržen domišljiji avtorju in njihovim umetnostnim sposobnostim prostoročnega risanja.
Deli sveta, o katerih so vedeli zelo malo, so bili narisani zelo domišljijsko. Potem pa se je začelo intenzivno opazovanje okolice, plovba po morjih, po rekah, potovanja, uporaba optičnih pripomočkov, s čimer so lahko natančneje izrisovali pojave zemeljskega površja. Kasneje so se k temu pridružili navigacijski pripomočki, kot sta kompas in sekstant, ki so omogočili natančno merjenje kotov in s tem tudi natančen izris poteka rek ali obale. Še kasneje so se pridružila geodetska merjenja, kjer so bile zelo natančno določene točke v zemljinem koordinatnem sistemu. V prejšnjem stoletju pa se v izdelavo kart vključi tudi daljinsko zaznavanje. Raziskovanje po zemljevidih terja tudi nekaj možganske obremenitve. Za sprostitev priporočamo pot 3 punkovških mož. Morda na njej najdete tudi odgovor na tokratno nagradno vprašanje.